Kaj bi bilo z menoj brez vas? No, Sonja, torej vsa zadeva temeljila na družbenem položaju in z njim povezanih navadah. Ste to prejle razumeli? Samo ne govorite z menoj kakor včeraj. Prosim, nikar ne začenjajte. Neumno sem strla, da sem tako hitro odšla. Kaj je zdaj tam? Saj sem hotela iti nazaj, pa sem kar mislila, da pridete. Amalija Ivanova spodi stanovanja in Katarina Ivanova je šla kdo ve kam pravico iskat. O moj bog, pojdiva hitro! Spet ista pesem. Smo na to mislite, kaj bo z njimi. Bodite malo z menoj. Pa Katarina Ivanovna? Katarina Ivanova vam gotovo ne vidim, pride sama k vam, če že stekla z doma. Če pa vas ne najde, boste pa spet krivi vi. Recimo, da Lužin danes še ni hotela, da bi bil hotel, če bi mu hodila kakorkoli prav, bi vas spravil v zapor, če ne bi tam menila bezjatnika. A? Da. Ampak mene res lahko ne bi bilo tam in lebezjatnika tja bi šel čisto po naključju. In ko bi vas spravil v zapor, kaj bi bilo potem? Se spominjate, kaj sem vam pravil včeraj? Sem že mislil, da boste spet zapili. Nikar ne govorite, nehajte. Kaj spet močite? Ne mislite, da sem malo način za pogovoriti? Mene bi namreč zanimalo vedeti, kako bi vi rešili neko vprašanje, kakor pravi lebezjatnika. Ne, čisto resno govorim. Zamislite si, Sonja, da ste že vnaprej poznali vse Lužinove namere in potem takem vedeli, to zagotovo, da bi to pomenilo konec za Katarino Ivanovno in za otroke. Za nameček pa še vas, za nameček zato, ker sebe sploh ne upoštevate. No kar poglejte, če bi zdaj vse nenadoma dali odločenje vam, se pravi, ali naj živi Lužin, počne grdobije, ali naj umre Katarina Ivanovna. Kako bi se odločili vi? Odgovorite mi. Slutila sem že, da boste vprašali nekaj takega. Dobro, prav, kako bi se odločili? Zakaj sprašujete nekaj, kar je nemogoče? Torej naj rajše živi Lužin in počne grdobije? Se o tem niste upali odločati? Se ne morem poznati Božje previdnosti. In zakaj sprašujete nekaj, kar je nemogoče spraševati? Čemu takšna nesmiselna vprašanja? In kako bi se moglo zgoditi, da bi bilo to odvisno od moje odločitve? In kdo mi da tukaj razsojiti tem, kateri ne živi in kateri ne? No, če se pa tu meša Božja previdnost, potem pa se ne da nič narediti. Rajši naravnost povejte, kaj bi radi. Spet nekaj kolišite. Ste mar res prišli le zato, da me mučite? Se spomniš, kaj sem ti hotel včeraj povedati? Ko sem odhajal, sem rekel, da se mogoče za zmerom poslavljam v tebe. Če pa danes pridem, ti povem, kdo je bil Elizaveta. Ali so ga našli? Ne, niso ga našli. Kako potem veste? Ugani. Zakaj? Zakaj me tako strašite? Elizavete ni hotel biti. Bil je nehotel. Le Starko je hotel biti, ko je prišel. In to je prišla še Elizaveta. In potem je bil še njo. Torej ne moraš uganiti. Dobro, poglej. Si pa res čudna, Sonja, da me objemaš potem, ko sem ti to povedal. Torej me ne boš zapustila, Sonja? Nikoli. Zakaj sem ti to povedal? Zdaj pa čakaš, da ti povem. Po neumnem sem jo ubil. Kaj me zdaj tako gledaš? Saj sem ubil samo uš, Sonja. Nekoristno, priskutno, škodljivo uš. Človeško bitje, da je uš. Prav imaš, Sonja. Tudi sam vem, da ni uš. Sicer pa že lep čas blebetam, Sonja. Gre za čisto druge, popolnoma druge vzroke. Me boš obiskala, ko bom v zaporu? Bom.
Bom. Ne, moje je. Skupaj bova trpela.